Odlična novica je ta teden doletela slovenske ljubitelje hokeja, saj so se izdatno povečale možnosti risov za osvojitev medalje na prihodnjih olimpijskih igrah. Tam namreč ne bo Rusije, ki jo je že v kvalifikacijah izključila njena največja tekmica, Svetovna protidopinška agencija. Ta je ruske športnike vzela pod drobnogled, potem ko so v Sočiju osvojili rekordnih 33 medalj, pri tem pa zaužili tolikšno količino prepovedanih snovi, da bi še Lance Armstrong rekel: "Kapo dol, pubje!" Protidopinška agencija je Federativni republiki sicer dala možnost popravnega izpita, ampak Rusi so se raje slišali Ruse. Protidopinški laboratorij v Moskvi je z mednarodno komisijo na videz sicer sodeloval, a so ji posredovali prirejene podatke in skrili sporne primere športnikov, ki uporabljajo doping. Zato so jim izrekli najhujšo kazen do zdaj. Glejte, jaz pravim, treba je razumeti, da je v Rusiji doping del športne folklore. Če Rusom prepoveš doping, je tako, če pri nas na športnih prireditvah prepoveš golico. Brez tega ni rezultatov. Govorimo namreč o državi, kjer se največja trgovina s športno prehrano imenuje steroidi.ru. Žal pa Svetovna protidopinška agencija ruske folklore ne razume in je za njihove športnike sprejela enotno kazen, tako za prihajajoče poletne, kot tudi za zimske olimpijske igre ter svetovno prvenstvo v nogometu. Russia will not be represented. Russia will not be represented at any of those events. Their flag will not fly, and the Russian Federation will not have a team in any of those events. Ja. In to še ni najhujš. Rusija namreč zaradi kršitve protidopinških pravil ne bo smela gostiti šahovske olimpijade. Saj je prišlo do pritožbe, da je eden izmed njihovih šahistov zaradi uporabe steroidov zlomil kmeta na F5. Ruski športniki bodo tako v prihodnjih 4 letih lahko nastopali zgolj pod neodvisno zastavo. V primeru zmage pa iz zvočnikov ne bo donela ruska himna, ampak jim bodo zavrteli pesem Rehab od Amy Winehouse. Do nedavnega primera ekstremnega pijančevanja je prišlo na božičnem sejmu v nemškem mestu Erfurt, kjer se je eden izmed obiskovalcev napil kot žval. In to popolnoma zastonj. Na srečo ne govorimo o priseljencu iz Balkana, ampak o rakunu. Ta je na sejmu pregloboko pogledal odvržene kozarce s kuhanim vinom, po nekaj urah vijuganja po mestu pa je utrujen zaspal na nekem stopnišču. Tam so ga našli policisti in ga pridržali do streznitve. Hecam se. Dajmo pogledati, kako se je v resnici končala ta nadvse ljubka zgodba. Policisti, ki naj bi ga odpeljali v zavetišče, odkoder pa sporočajo, da rakuna niso dočakali, zato domnevajo, da je zanj poskrbel kar lovec. Ja, lovec ga je vzel k sebi na kmetijo, kjer mu je dal hrano in nove čevlje, nato pa sta skupaj živela srečno do konca svojih dni. Pardon. Otroke imamo v publiki, pa nisem hotel reči, kaj se je dejansko zgodilo. V resnici ga je nagačil. Rusko ministrstvo za kmetijsko preizkuša učinke navidezne resničnosti na čustveno stanje krav mlekaric. Če bo poskus uspešen, bodo krave proizvedle več mleka v trgovinah, pa se bo prvič znašla govedina iz virtualnih pašnikov. Za izboljšanje počutja naj bi kravam preko očal za navidezno resničnost predvajali posnetke bikov med dolgimi sprehodi po plažah. Bikom pa fuzbal. Za konec oddaje pa še izjava tedna, za katero je poskrbel prvak opozicije, ki tokrat ni komentiral politične situacije, ampak je novinarjem zaupal, kaj najrajš gleda v nedeljo zjutraj. Kremenčko, ki ste gledali, to nisem gledal. Logično, da sem všeč Kremenčkovi, ker to je edina risanka, ki se dogaja včasih, ko še ni bilo sodišč. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.